1. avgusta, nekako smo tukaj objavili možnost enega tako imenovanega slingshot vzorca. Se pravi, vedno ko trg, ker zdaj že ima dlje časa trajajočo konsolidacijo stran pri samem trgu Bitcoina, in ogromno nekega status quoja se tukaj nakopičilo, in načeloma trgi po eni taki dolgi konsolidaciji ne grejo kar neki breakout, zato ker vkolikor hočeš ti trg prisiliti v večji dlje časa trajajoči spon do nekih novih all-time high-ov, market makeri in pa recimo ti veliki igralci, ki nekako do neke točke tudi trg kontrolirajo, čist vedno, preden grejo nekako sprožiti sam spon do novega all-time high-a, grejo po likvidnost, in točno to se je zgodilo. Jaz sem nekako tukaj zapisal v 1. avgusta, se pravi 5 dni nazaj, da vkolikor bomo šli v neki all-time high, je zelo velika verjetnost, da bomo videli en tako imenovani slingshot vzorec. In zdaj nekako to se je tudi odvilo, to je bila tudi nekako po eni strani posledica vsega, kar se na generalnih delniških trgih dogajalo. Hkrati imamo tudi tukaj ogromen overhang Mt. Goxa, ki je zdaj počasi že izčrpal svoje rezerve, ki jih ima namen razporediti svojim upnikom, ki potem lahko z visokim dobičkom prodajajo, likvidirajo pozicije. Mt. Gox je bil eden izmed teh glavnih oziroma zadnjih tako imenovanih overhangov na trgu Bitcoina. Tako da jaz mislim, da ne rečem pogosto tega, ampak jaz sem res tukaj zdaj nenormalno bullish, ker vsi ti nekako cleansing scenariji trga so se odvili, prodalci so se izčrpali, se pravi Mt. Gox je izčrpan, potem vsi ti večji igralci, za katere se je špekuliralo, da bodo na trg pošiljali ogromne količine Bitcoina, so v bistvu razprodani. Zdaj smo doživeli tudi mogoče začetek tega potencialnega slingshot vzorca, tako da zdaj, če pogledamo mogoče sam trg Bitcoina, pa pogledamo mogoče malo daljšo sliko, meni je to eden izmed najlepših vzorcev, še posebej zaradi tega, ker mi smo zdaj tukaj imeli, če pogledamo tale likvidacijski event, če pogledamo na dnevnem grafu tole svečko navzdol, se pravi celotni dnevni razpon v dne, se pravi 5. avgusta, se pravi na včerajšnji dan je bil, se pravi trgoval med 58.000 in pa vse do 48, 49 se pravi Bitcoin je tu imel razpon od najvišje točke pa do najnižje točke skoraj 15%. Se pravi od teh najvišjih nivojev, ki jih je dosegal, se pravi odkar se konsolidacija začela, je nekako Bitcoin uprizoril vsega skupaj nekje 33% korekcije. Zdaj, meni je tudi zelo zanimivo, jaz rad pogledam sam Fibonacci retracement, se pravi tega prejšnjega lova, se pravi konca konsolidacija pa preboja na all-time high. Tudi tukaj vidimo, zdaj prijem gremo tole, zarišemo še mogoče tole, pogledamo ta prejšnji spon do novega all-time high, smo videli podobno konsolidacijo, se pravi fake out navzgor, da se ujame praktično vse longerje, se pravi vse, ki stavijo na rast, in potem praktično od all-time, se pravi od novega higha do novega lova, se pravi to so tako imenovani, rečemo, čistilni hakeljci, če lahko po slovensko se izrazim, kjer na napačni nogi ujamejo vse, ki so ekstremno bullish, pa na napačni nogi ujamejo vse, ki so ekstremno bearish. Načeloma se tu potem celotni trg nekako resetira. In to je tisto, kar je pač potrebno, da dejansko trg gre iz, recimo tu je bila korekcija od vrha do, se pravi, če damo zdaj tu pogledamo vrh te korekcije je bil, oziroma vrh te reakcije pa do te korekcije je bil nekje 20%. Se pravi, in potem je trg šel do novega all-time high, in ponovno tukaj, se pravi, v marcu 2024 nekako high in potem konsolidacija. In zdaj nekako tale likvidacijski event tudi tukaj vidimo po prometu trgovanja, jaz tudi vidim recimo po reakcijah po Twitterju, koliko nekih Twitterašev je objavilo, da so bili popolnoma likvidirani, se pravi, da so praktično vsi neki dobički, ki so bili nakopičeni v zadnjih letih ali pa zadnjih 2 letih, dobesedno izkopneli, zato ker so se zakalkulirali na določenih perpetual exchange-ih, takih kot si ti prej pokazala DYDX, kjer lahko trgujemo z vzvodom. Tako da jaz mislim, da je trg tukaj počiščen in pripravljen na vzpon. Jaz mislim, da smo tudi tukaj nekako v prejšnjih jalajnih zarisali, kje bi naj bil tisti target, prvi target, se pravi nekje tukaj pri, rečemo med 75 do 80 tisoč, to je nekako moj target, jaz mislim, da bo Bitcoin tu zdaj po tej likvidaciji naslednja tarča je nov all-time high, zato ker
vsi igralci so počiščeni, velike inštitucije so tukaj zdaj nakopičile ogromne pozicije. Mislim, da je bilo razmerje 1:12, se pravi količina retail vlagateljev, se pravi malih vlagateljev, ki je prodajala, se pravi za vsako milijardo, ki je bilo prodano, likvidirano, je bilo 12 milijard kupljenega bitcoina strani inštitucij tukaj v tem akumulacijskem območju, se pravi, če gremo gledati mogoče na 4-urni graf, če pogledamo tole, ta primer trgovanja, se pravi tu za vsak prodajalec ima tukaj kupca na drugi strani, vidimo, kako hitro je bil reversen tale low, kar pomeni, da je trg ekstremno močan. Zdaj, če pogledamo na Bitcoinu, mogoče še malenkost z vidika Fibonaccija, pa damo mogoče tale, se pravi, vzamemo tale low te korekcije, ki smo prej gledali, pa mogoče tole najvišjo točko tukaj, tudi vidimo, recimo, kje se korekcija, kje se nekako tole, kje se je tale vojna odvila, vidimo, da je dejansko Bitcoin je šel prebiti tole območje 61,8% popravka, se pravi nekje območje 52,000 je bilo to območje, ker smo nazadnje tudi Špela govorila, da bi korekcija lahko padla, vkolikor bi šli po likvidnost market maker in pa ti veliki vlagatelji. Zdaj vidimo ravno okrog te točke, se pravi okrog 50% popravka med 56 in 52,000 se dejansko tale likvidnostni event sprožil. Tako da to meni daje kar visoko conviction, se pravi zanesljivost, da je tukaj korekcija izčrpana, se pravi, da vsi, ki so tukaj prodali, bojo lovili trg više, se pravi, nekdo, ki je bil tukaj likvidiran med 50 pa pod 50,000, bo mogoče kupec nazaj pri 61, 64, 65 in tako naprej, in to je potem tista hrana, ki je potrebna, da trg poganja naprej, Se pravi, vsi, ki so tukaj kupovali, se pravi, te inštitucije bodo zelo verjetno začele prodajati nekje tam od 70,000 naprej, se pravi, distributirati te bitcoine, ki so jih tukaj kupili. Tako da, mogoče ta slika glede bitcoina. Jaz sem tukaj, če mogoče samo pokažem, še enkrat Discord, kako sem jaz osebno nekako odigral tale likvidnostni event, Jaz sem tukaj, glih včeraj sem objavil, da sem preko GMX-a spostavil večje pozicije na perpetual exchange-ih. Se pravi, to je primer enega računa, kjer sem nekako poslal v igro $1000, se pravi, tukaj $600 collateral, pa se pravi nekje $1200 sem v bistvu riskiral na tem tradu, se pravi, vsega skupaj je bila tukaj pozicija vredna visoka, nekje $6,000 v Bitcoinu, pa 5,000 oziroma 6,000 pa $6,000, približno nekje $12,000 je bilo poslanih v igro, in jaz sem recimo tukaj konkretno Bitcoin nekje pri 51,700 kupil, se pravi, da sem stopil noter in nekako to je en taki lep primer, na kak način se lahko tudi potem ene take likvidacijski eventi in pa take likvidnostne krize izkoristijo, Zdaj res je tukaj v primeru, da bi Bitcoin prebil, se pravi, jaz sem tukaj označil liquidation price, če bi v tistem dnevu Bitcoin padel pod 46,998 in pa Ethereum po 2058, bi jaz ves ta collateral izgubil, se pravi, bi izgubil nekje $1200. In na tak način lahko dejansko tudi, če imamo neke buy and hold pozicije, ki jih imamo kupljene na spot trgu, na Kraknu, Binance, Bitstampu in tako naprej, vkolikor imamo MetaMask denarnice pa neke likvidnosti deponirane konkretno, lahko na tak način izkoristimo take likvidnostne evente. Jaz moram reči, jaz sem to pozicijo zdaj nekje pri 54-55 tisoč že prodal, tako da sem že zunaj iz te pozicije, tako da edine pozicije, ki še zdaj držim, so na Kraknu, na decentraliziranih, oziroma se pa moj portfelj lahko potem v vsakem primeru lahko še pogledamo tukaj.